pravijo, ne? Ampak neke navade in neki rituali nas pripeljejo do tega, da se pravzaprav navadimo, navežemo na določene zadeve in prav te navezave so dejansko najbolj ključne pri samih vzorcih, ker te vzorci pomenijo neka navada, ki se je ukoreninila, ki jo zelo težko spustimo zaradi določenih benefitov oziroma nekih prednosti, za katere imamo občutek, da tisti trenutek potrebujemo in se potem navadimo in tudi ta vzorec potem, rečemo po domače, trajbamo kar vnaprej. Tok mogoče vodoma, kaj je tematika. Sploh v današnjem času, recimo, zakaj se določeni ljudje ali pa zakaj se težko odločamo pri nekaterih zadevah, da ima reči kar v množini, gre dejansko za en zelo zanimiv trenutek, ko dojamemo, da moramo nekaj spustiti, moramo nekaj spremeniti, morajo se neke zadeve zgoditi, tudi če nas presenečajo, ker mi smo danes v neki situaciji, ki jo nihče od nas ni doživljal, je nekaj popolnoma novega, je nekaj, kar je za nas popolnoma neznanega in običajno človeka tudi neznanega strah, dokler ne spozna neznano. Ne? Torej, jaz sem vzrok, proces, posledica. A ne? Mi smo na neke določene vzorce vsakodnevno bili navajeni, življenje je teklo po normalnih smernicah, vprašanje, če so to normalne smernice, a ne? Ampak lansko leto ali pa pred 18 meseci se je zgodilo pa nekaj nenormalnega in sicer se je začel oglaševati strah pred boleznijo. Virus, ki je na pohodu, najprej v daljni deželi, zdaj svet vemo, da je ena majhna globalna vas, se z internetom postala, informacije so pretočne. In ta vzrok, proces, posledica, ta posledica, ki je zdaj, kako recimo smo sploh do tega prišli in kako se lahko tega obranimo kot vzorec, ki nam je vsiljen v družbi. Jaz mislim, da je strah kot tak bil vedno nekako prisoten skozi vse možne variante vsaj mojega življenja. Neki davki, neki pritiski so bili vedno, nekateri še celo nerazumski, ker človek ni vedel, zakaj gre, ampak smo kar sprejeli, da je to pač tako, da ne bi zdaj ponavljal določene vsebine, ki smo jih v predhodnih dialogih imeli. Ampak tukaj gre dejansko za nek ustvaren scenarij, ki kreira neko zgodbo. To se pravi, mi smo vedno vključeni v neko tujo zgodbo, ne našo. In ko nam začnejo take zgodbice prodajati, ko večina začne te zgodbice sprejemati kot svoje in nas se dejansko takrat pozabijo, pridemo do trenutka, ko so oni v tuji igri, ne? Ko smo dejansko množično, to ne moramo pol govoriti o kolektivni zavesti, ker je kolektivna zavest odšla. Kolektivna zavest ni prisotna, zaradi tega, ker je prisotna neka tuja igra, v kateri sodelujemo. Tukaj, ko se zdaj danes sprašujemo, kaj treba je narediti našo kolektivno zavest zbuditi, se vrniti sam k sebi in reči, kaj za Boga ne štima. In tu so določeni vzorci, ki jih moramo spustiti. Najlažje reči spustiti, jaz bi zelo težko rekel spremeniti, ampak ko jih spustimo, se dejansko tudi pojavi nekaj novega in takrat tudi spreminjajo neke stvari. Tako da za določene stvari je ta situacija dobra, ne? Ker nas je prisilila in tudi časovno skrajšala obdobje, da se čim prej odločimo. Zdaj tisto, kar je pa ključno, se mi pa zdi, da se za odločanje, to, kar smo že rekli, za odločanje rabimo nek čas. Za odločanje rabimo tudi predhodno neko potrebo, nek interes, neko informacijo, neko informiranost, neko poglobljenost, da se lažje odločamo. In če ponovim tisto, kar so zadnjič rekla, če jaz pridem do tega, da je moja potreba izražena, skozi potrebo sem tudi prišel do interesa, da bom to tudi speljal in potem v neko izvedbo, neko akcijo, da to tudi realiziram, je to moja akcija, ker sem prišel znotraj sebe do tega. Če to ni tvoja akcija, da si ti v čisto drugem filmu, ampak sodeluješ v moji akciji, ti ne veš, zakaj je ta zadeva, kje je ta potreba in kje je ta interes, ker si kar nasedel in igraš skupno igro z mano. Če si tudi prišel do tega in mi kolektivno pridemo s to potrebo do interesa in potem do aktivnosti, potem je to kolektivna reakcija, neka akcija in tudi dejansko je to sprememba določenih vzorcev na kolektivni ravni. Začel si tema, oprosti, ker sem te prekinil in skočil v besedo, ampak se mi zdi skoraj nujno, da razčistimo. Torej, nam so vsiljeni zdaj vzorci po sistemu COVID, po sistemu vladajoče klike, ki nam preko
podzakonskih aktov vsiljuje vsakodnevno življenje, vsakodnevne ukrepe. Odloki so v detajle napisani, ampak ko pogledaš smiselnost odlokov, pravzaprav mi ne vemo, kaj je v ozadju. Kaj je v ozadju? A se ti zdi, da je pojasnilni postopek vlade, da bi nam razložila, misliš, da bi ljudje se drugače odločali, kot če pride direktno do komande in se iz ozadja ne ve, zakaj je pravzaprav razlog, da javno zdravje pravzaprav posiljuje zdravje živega, zdravega človeka, ker danes zdrav pomeni biti grešni kozu na nek način tudi. Kakšen vzorec je to in kaj v tem primeru narediti? Samo še primer ti povem. Primer, ki ga jaz zelo občutim, vlada reče, morate imeti v veleblagovnico masko. Okay, s tem se je začel. Ne? In se pravi, jaz vidim čudovito reklamo za prašek, doma mi je zmanjkalo praška in grem, ne vem, v eno veletrgovino, tam stoji paznik in mi reče masko, ampak na reklami maske ni bila obvezna, ko mi je oglaševalec to povedal. Ampak z druge strani mi pa odlok zapoveduje masko. Kakšen je to? Je to deljen vzorec ali kako bi lahko to definiral? Recimo, za kakšne projekcije gre? Tukaj smo se kar na tem področju prav o tem področju smo se pogovarjali z nekaterimi, pa tudi precej že napisano na to temo. Če so oni, govorimo o oni, če so oni prodajalci zgodb, oni skrbijo, da tudi malemu otroku, zdaj starostno ne bi, vsak starš ne se odloči, kaj je ta starost, ko je svojemu otroku bral pravljico Rdeče kapice. To je bila zgodbica, ki je malemu otroku razlagala, kako se razpara trebuh, kako se kamen noter da, kako se ubije, kako se vodnjak vrže in tako naprej. Ampak to smo razlagali otroku 2 leti, 3 leta staremu, ker je zelo zanimiva zgodbica, ne? In ta zgodbica se ponavljala in jaz sem par ljudi vprašal, tako oziroma kar na seminarjih sem sprašal, a se zavedajo, kaj so brali otroku? Koliko je otrok star, da sprejme to zgodbo, da ne govorimo o ostalih zgodbicah, ki so jih na enak način prodajali. Na ta isti način zdaj maskice prodajajo, samo da sodelujemo v teh igrah. In te pravljice njihove, oziroma te zgodbice so tako fenomenalne, da velika večina na to zgodbo te avtoritete nasede. In dejansko tu ne ločimo njihovo stroko od naše stroke že ves čas. Mi smo tukaj toliko okrog prnešeni, da pravzaprav padamo v nek umetni vzorc, ki nam ga ustvarjajo, tako kot smo tudi rekli, vzorc je, da dejansko današnji otrok ne ve, kaj je telefon, ker uporablja toliko in toliko nekih zunanjih, bi rekel, potreb, ki jih zadovoljuje na tem telefonu, da telefon sploh ni več telefon, da moramo spremeniti ime in reči, to je naprava za igre. Če 90% od tega gor, dajmo to spremeniti ime, ker ni več telefon, ne? Ampak mi se zadovoljujemo s tem pojmom, da je to telefon. Ne? Rad imam čokolado, ljubezen do čokolade, pa to ne more biti isto kot ljubezen do človeka. Ampak tukaj smo upadli v izrazoslovje teh vzorcev, ki jih je potrebno dejansko spustiti. In to, kar zdaj tudi mnogi naši strokovnjaki izražajo, da je treba terminologijo spremeniti. Če oni rečejo teoretiki zarot, ne ponavljajmo tega, ker je to njihov vzorc, ki nam ga vsiljujejo. Jaz nisem teoretik zarot, jaz hočem živeti zdravo. Jaz imam potrebo, da živim s prijatelji, da sem socialno bitje in hočem biti zdrav. In če skrbim za to 30 let, ne me pol, po domače rečeno, farbati z nekimi rdečimi kapicami in ostalimi zgodbicami. In ko človek pride do tega, potem ugotovi, da ni on proti njim. Ampak jaz samo želim to speljati v svoji liniji in me sploh ne zanima, da oni svinjajo na tak ali pa drugačen način in njihove zgodbice me ne zanimajo, ker imamo mi svojo zgodbo. To, kar je Viljana tudi prej povedala, zgodbo našega zavedanja, naših odnosov, brezpogojna ljubezen kot taka, socialna bitja smo, da se mi objamemo, da funkcioniramo, da živimo in da hočemo imeti neko zdravo, srečno, zadovoljeno življenje, to je naša pravzaprav tudi dolžnost. Med drugim tudi to piše v ustavi, da smo dolžni varovati svoje življenje. In mi dejansko pozabljamo neke stvari, ki smo nasedli določenimi zgodbicami. Te zgodbice so toliko promovirane, to pogosto promovirane, da smo jih že sprejeli kot neke, bi rekel, to, kar si sam rekel, recimo vidiš masko, pa reklamo, pa tako naprej. Skratka, te zadeve
strahovito presenečajo, ne, kako daleč grejo in kako so dejansko nesramni s temi svojimi zgodbami, nič več v nekih rokavicah, ampak rokavice so odvrgli in je zadeva zelo odprta. Mogoče samo ena zadeva, ki sem jo danes doživel. Bili smo za mizo, kjer smo se pogovarjali na temo zdravja. Vzorc teh ljudi, ki so sedeli za mizo, je dal jasno vedeti, da ne želi spremembe. Torej, pri mojem stavku, da medicina ne bo več take, kot je bila, ker že zdaj ni več, in da tudi farmacija ne bo več take, kot je bila, ampak bo šlo k človeku, k naravi, to je naša potreba, da ne bomo svinjali svoja telesa, da bomo celostno obravnavali svoje telo. Bog ne dej, da se to zgodi, je bil odgovor. Kako bomo pa pol živeli? Ne? To pomeni, da je vzorc toliko močen, da je toliko močan vzorc v nekem razumu, da noče spustiti tega, kar trenutno imamo. In tudi, če se sprašujemo zdaj, zakaj ljudje sodelujejo pri teh njihovih zgodbah, zaradi teh vzorcev, ker nočejo spremeniti, nočejo spustiti nekaj in se spustiti v nekaj veliko bolj odgovornega, ker tam boš odgovarjal za svoje zdravje in te bo holistik vprašal, kaj je vzrok. Zakaj tebe želodec boli, zakaj te glava boli, zakaj prihaja do tega, sicer za glavo bolj boš dobil nek čajček, pa neke rastlince, pa gor pa dol, mogoče tudi terapija, moksa, karkoli že, akupunktura, to ni pomembno zdaj, ampak tvoje stanje se bo izboljšalo z nekimi ukrepi na trenutno stanje, kakršnega imaš, ampak vzrok in posledica hkrati se boste začeli obravnavati. In to je rušenje tega vzorca, ki ga imamo danes. To je ključno rušenje, da se mi zavedamo svojega zdravja, svojega odnosa do zdravja, svojega odnosa do hrane, do sočloveka, do narave, naravnih danosti in ostalih zadev, ker moramo odvršiti to, kar trenutno imamo. Zato trdimo, da to ne bo tako, kot je bilo. Ne bo. In Bog ne dej, da bi bilo tako, kot je bilo. Praviš, da je zgodbica, ki na sublimiran način zgodbice, neke nedolžne pripovedi, enih dogodkov, se pravi, ki povzročajo vzrok, proces, potem posledico, rezultat zgodbe, srečen happy end ali pa pač nesrečen konec in tako naprej, da je ključno pri prodaji. To so tudi nas učili, to je, se pravi, jaz sem v življenju bil najprej duhovnik in sem prodajal svetopisemske zgodbice. Dejansko so to lahko na zgodovinskih dejstvih, lahko ne, ampak v tem času, ko je ena stvar 2000 let odmaknjena, ne veš, kaj je res, kaj ne, lahko rečeš, da je to zgodba, lahko rečeš, da je poučna zgodba, lahko rečeš, da je basen, mislim, kakorkoli že. Vsaka zgodba ima v sebi določen namen. Iz dveh vidikov bi ti povedal mojo izkušnjo, 3-krat evropski prvak sem, kar se tiče rokohitrskih spretnosti. Kadar sem trik pokazal sam na sebi, da se nekaj prikaže, zgine, to je bilo zanimivo, ampak ni bilo efekta. Ko sem tej zadevi dodal zgodbo in sem pripovedoval zgodbo, se je v ljudeh začelo dogajati nekaj povsem drugega in so spregledali, kje je trik, ker so sledili zgodbi. Ali meniš, da so te zgodbe danes okrog mask, okrog tega, da si lahko zdrav samo, če si cepljen, okoli tega, da si lahko zavarovan samo tako, da nosiš masko, da si kulturen samo zato, ker nosiš masko in si cepljen, da zavaruješ druge in tem ostalim zgodbicam, ki dejansko so, ti pritiskajo na moralo, na etiko, na spoštovanje do drugega v podzavesti, kako nesramne in kako umazane te igre so lahko, da recimo človek na to pade, oziroma koliko mora biti človek ozaveščen, da se temu lahko ogne pri teh vzorcih. Ja. S čim človek dobi dejansko možnost nekega odločanja? Dobi s tem, da se poglobi v zadevo in da primerja recimo njihovo znanost, našo znanost. Da imaš potrebo, da sploh hočeš nekaj na tem narediti, ker nekateri sedijo v fotelju in rečejo, cepil se bom, so rekli cepljenje, gremo na cepljenje, oni so se pač tako odločili. To spoštujem, ker so se pač odločili. Ne vejo niti, zakaj so se odločili, niti ne znajo tega argumentirati, ker teh ljudi je kar nekaj, ker smo se pogovarjali in s koncev spoštujemo to njihovo voljo. Nekateri so zmedeni, ne vejo, kaj narediti, pa se na koncu vseeno odločijo, ker pa moram se zaradi ne vem česa. Ok, tudi to. Pa so pa nekateri, ki rečejo, absolutno se ne bom. Razlika je v tem, ko jih vprašaš, zakaj pa se ne boš, ne? In se ti nekdo razlaga, ja, veš, jaz že 20 let zelo pazim, kaj jem, sploh od takrat, ko se mi je zgodilo to in to. Nekaj izkušnje v življenju je, da imam potrebo, da za svoje zdravje skrbi.
20 let ni bil pri zdravniku, 20 let sploh ne ve, da neko moteno zdravje obstaja, ker skrbi, vzdržuje sebe v neki kondiciji. Seveda lahko zdrsneš gor dol, pa tudi veš, kdaj je prehlad, kdaj se je karkoli od tega pojavilo, da nekako tudi samokritično poveš, da je nek zdrs zaradi določenih zadev. Potem je pa zelo zanimivo, ko te ljudi sprašuješ pri tem, zakaj se odločil, ko ti bo povedal z dejstvi. Ko ti bo povedal en kup enih stvari in ta ti bo vzel 1 uro časa, da ti razloži, zakaj se on zakaj se on odločil za to. Na tistih drugih planih smo videli, da recimo noben od tistih niti nima argumente zaradi morja, zaradi onega tretjega, vse to ni niti pomembno, ampak ta bo pa dejansko, to, kar si sprašal, recimo, dokaj kompleten človek, bo pa dejansko si vzel čas in bo v tem času razložil neskončnih variacij, ker jih je prebral, ker se je poglobil. In danes imamo na internetu, če si kolikor detaljen in seveda poglobljen, dobimo, da CDC recimo kontra vsemu, kar se pri nas dogaja. Da imamo zdravstveno svetovno organizacijo, ki trdi nekaj stvari, ki je kontra vsemu, kar se pri nas še vedno dogaja. Da imamo nekega človeka, ki je izumil neko diagnostično palčko, ti pove, zakaj služi in zakaj ne služi, pa nas se še kar neki drajstva po svoje. Ne? In tukaj dejansko vidimo, da so njihove zgodbe različne. To se pravi, vsak ti drugačno rdečo kapico pove. Ampak dejstvo pa je na koncu, da ona konča, oziroma da tista konec zgodbe je več ali manj isti vodnak, trebuh za šita, gor dol in tako naprej. Skratka, tle imam občutek, da dejansko gre za precej visok procent odgovornosti do sebe in do svojih najbližjih. Lejko, v društvu, v društvu tukaj prihajajo dnevna vprašanja, dnevni klici, vprašanja, ki se ljudem postavijo. Naprimer, jaz danes, ko sem ostal zjutraj prvi mesec, ki sem ga prebral na sporočilih, je bilo gospod, sem pred zobozdravniško ordinacijo, naročen na poseg, ampak na vratih piše PCT in jaz ga nimam, kaj naj naredim. Naprimer, jaz to berem in mislim, človek ne ve, ali bi se nasmejal, človek ne ve, kaj bi naredil, ali bi človeka poklical, ali je še tam, ali ni tam, da sploh to recimo vpraša, da gre tako, ne ve, kakšna je zgodba, pozna zgodbo, tudi ve konec zgodbe, popolnoma nepripravljen, ali pa popolnoma neodločen in nepoučen. Ali bi to lahko bil razlog, da je situacija taka in temu tako? Popolno, absolutno ignoriranje odgovornih, ki nam zgodbe plasirajo, njihova nekomunikacija. Ali meniš, da je se pravi samo ta enasmerna komunikacija, samo to naročanje, morate to in če kaj vprašaš, te ne sliši ali te presliši, tudi ko se z nekom pogovarjaš in mu daš argumente, tera svoje, naprimer ljudje odpuščajo iz služb, pa da argument, potem greš in poveš, da je maska škodljiva, da ni zdrava, da ne varuje pred virusi, ne po ukazu. Zakaj ta enosmerna komunikacija, zakaj to siljenje, prisiljevanje? Najprej bi tega človeka, ki si ga omenil, ki je prišel tja nepripravljen, ta človek je tak tudi v prometu, tak človek je tak do otroka, do družbe, do službe, ta človek ima ta vzorc, da mu garantirano precej dol visi, po domače rečeno. Ker če tebe ne zanima, kaj se zgodi, ko prideš na neko mesto, pa veš, da je ta postopek v teku, kakršen koli že je, veljan ali ni veljan, vsi vemo, da nas to čaka nekje. Jaz sem imel včeraj to zgodbo tukaj blizu v eni trgovini, zelo podobna zgodba, ampak pripravljen na neko določeno odreagiranje, so se zmenila, nekako sicer ni šlo prav enostavno, ampak so se zmenila in jaz sem opravil nakup in na koncu je bila tudi gospa zelo zadovoljna, jaz sem bil zadovoljen, bila je v strahu, ampak to je njena stvar. Zdaj pa, če gremo na to, ta enosmerna komunikacija. Oni niti ne smejo komunicirati, ker argumentov ne rabijo. Oni ne bojo razlagali nobenemu svoja dokazna gradiva, ker jih ne rabijo. Zakaj jih ne rabijo? Zato, ker oni meljejo. Oni meljejo. Oni imajo že toliko korakov naprej, oni kljukajo svojo agendo, ker mi moramo dojeti, da naši lideri trenutno so operativni izvrševalci ukazov. In takrat, v vojski se pa se ne debatira. Ko kljukamo te zadeve in mi kot družba kljukamo veselo te zadeve,
še celo povejo, kdaj je cilj, dokdaj, kako in zakaj. Zdaj še celo nekdo tak vedeževalc v nekaj kuglo gleda, da je povedal, kdaj bo konc tega. Jaz čakam še Jožef Štefan, da bo ugotovil, da bo potrdil, da ta vzorec res takrat izgine. Mislim, to so neverjetne stvari za takega majhnega otroka, da bi ga šel nategovati. Pa še to bi moral razmisliti, ne? Ker recimo določene otroke tudi ne moš kar tako malo vračati, ker ti bo vprašanje postavil. Ampak te pravljice se na ta način zdaj prodajajo. Ne? In ta pravljica gre naprej. Zakaj? Ker te zgodbe se morajo končati, ne? Ker oni imajo agendo in imajo rok, dokdaj imajo kaj za narediti in na kakšen način cela zadeva funkcionira. In zaradi tega nimajo sploh niti časa, niti namena komunicirati. Kako bi ti v tej zgodbi, recimo COVID zgodba in vse to, kar se dogaja, ne, opredelil besedo manipulacija? To je vzorec, ki je zelo zanimiv. Manipulacija je njihov vzorec. Tako kot smo rekli, oni ustvarjajo vzrok za neko, oni problem ustvarjajo in tako je rešitev. To je njihov vzorec. Ampak mi smo zdaj to zakapirali. Cel svet je zdaj zakapiral, da imajo oni problem in rešitev. Ne? Imamo pandemijo, lejte cepivo. Ne bo cepiva, bo zdravilo. Ves čas je dejansko problem rešitev, problem rešitev, problem rešitev. In to nam ponujajo ves čas. Oni imajo na zdravstveni problem, na zdravstveno diagnozo že rešitve, ampak to so farmacevtski pripravki, ki ti jih takoj pokluka in ima 7 minut zadosti, da to reši. Njega tvoj vzrok niti ne zanima. In mi smo dejansko v tej zgodbi od šole, izobraževalnih sistemov, povsod smo na istem, tako da dejansko, ko govorimo o vzorcu, ko govorimo danes o vzorcu, je vzorc manipulacije toliko fenomenalen, da mi pravzaprav s tem vzorcem že svoje najbližje manipuliramo. Mi smo se tega vzorca toliko navadili, da iz njega ven ne moramo. Ne? Zato se tudi danes pojavlja recimo nek človek, ki je čisto ok, ampak on še vedno gleda svojo računico. On bo iz vsake zadeve potegnil svojo profitabilnost, svoj ugled, ne vem, kaj bo se pazil, ker je tako navajen, ker brez tega se ne da živeti. Mi imamo še vedno v naši družbi konkurenčnost kot primarni vzorec. Rušiti konkurenco, ubijati konkurenco, ne vem, gaziti konkurenco, pa to ni način, ne. Jutri boš s tem istim človekom mogoče sodeloval in končno nekatere firme zdaj dojemajo, da to ni način, ne. Ali misliš, da je društvo Belis posledica, pa tudi ostali, ki delujejo v nekem podobnem smislu argumentacije proti, obrambni mehanizem pred nečim neznanim, za katerega nasprotna stran meni, da je to dobro, ker hoče totalno kontrolo sveta, transhumanizem, ker hoče uvesti svojo agendo, a ne? Ali je to obrambni mehanizem, ki je dober, ali bi mogli mi pač vseeno skrajšati to muko in si to sprijeti in jeti, se pravi, v to sranje ali pa v to odrešitev, imenuj kakor želiš. Jaz bi temu rekel, jaz bi dejansko opredelil to zadevo zelo konkretno s primerom. Mi imamo zdaj trenutno čudovito vreme. V trenutku zvečer začne padati sneg, zmrzne vse skupaj in imamo naenkrat -6 stopinj. Prvo, kdor ima doma neke verige, bo dal verige gor in se bo z verigami vozil. Nekdo bo pa riskiral in bo vozil po tisti poledici, kljub temu, da je poledica tako, kot zdajle vozi. Mi imamo občutek, da mi dejansko se prilagajamo nekaterim trenutkom in tudi odzivamo, tako kot mnoga društva, recimo, ali pa mnoge organizacije, se odzivajo na neko trenutno situacijo. To se pravi, oni spustijo zgodbo zaradi nekega vzorca in skozi nek vzorc tudi to vzdržujejo, recimo zdaj vzorc strahu. Ta vzorc strahu traja že zelo dolgo. Od druge svetovne vojne smo v strahu, to, kar je Goering rekel, ko spraviš ljudi v strah, lahko z njimi delaš, kar hočeš. Ne bom citiral, ampak na to temo. To so te nacistične metode poznane, ampak to niso nacistične, to so njihove že od nekdaj. Tudi skozi zgodovino, če gledamo stoletje nazaj, iste te strukture peljejo zadevo še danes. In dejansko v tem vzorcu oni kreirajo zgodbo, neko novo zgodbo. Ta nova zgodba, ko zdaj govorimo dejansko o cepivu, pecivu, razcepljenost, dejansko mi ne govorimo sploh o tem, to je samo neko orodje do generalnega cilja, ker tukaj gre za morje enih drugih stvari še. Ciljev in vsega skupaj v tej generalni agendi je dejansko ta pandemija samo izgovor za ostale stvari, ki se v ozadju dogajajo. Od geoinženiringa do transhumanizma, do dehumanizacije. To je vse zapisano, to ni moja ugotovitev, to je zapisano v agendi 21, že tam 50 let.
In zdaj dejansko oni kljukajo svoje zgodbice, svoje cilje, ki se uresničujejo z zgodbicami. Ne? In zdaj neka zgodba, ki so jo oni ponudili skozi maske, skozi odloke, je dejansko to neka zgodba, neka zgodba, ki je toliko resnična kot rdeča kapica. To se pravi, da naš razum v bistvu zazna zgodbo, težava, zaradi katere se pojavi v zgodbi zaplet, pa naš razum težko dojame. Ja, ker naša zavest obstane, naša zavest pa ne sodeluje s tem. Ne? In zato reče zavest, to pa nekaj ne štima. In ko doživimo otroka, ki te vpraša, ker sem imel 2 otroka, in ko te ta otrok vpraša, zakaj pa so ubili, zakaj so ga pa razrezali v rdeči kapici, kaj mu pol odgovoriti na to? V tistem trenutku se ti lahko zavedaš, da si otroku prodal neko zgodbo idiotsko, njihovo, in si zlorabil otroka, zato da ga boš zabaval s klanjem in s filanjem s kamni. Čakajte malo, mislim, to smo pa res totalno, mi smo potem tisti, ki smo pod vprašajem. In prodajali smo tako marsikero zgodbo, da ne govorimo o nasilju, ki je bil Tom in Jerry in tako naprej, razni filmi in tako naprej, na zelo subtilen, enkraten način. Mi smo zdaj odrasli otroci, ki se igramo v istih zgodbah, samo da jih ne kapiramo. Iz tega vzorca ne moramo ven. In ko bomo ta vzorc odklopili in ga zavrgli, dobesedno zavrgli, izpustili, takrat se bo nekaj novega pojavilo. Poslušaj, imam čist tehnično vprašanje. Glede na vzorce, ki so nam podani, vprašanje, kakšna je rešitev iz tega labirinta vzorcev, ker to je, v bistvu, ni en vzorec, to je kot da Lego kocko sestaviš iz različnih oblik, sestavljajo oni ta svojo agendo, ampak znotraj tega so razni upori. Ja. Imamo vprašanje, ali se lahko skozi te zgodbe in skozi te vzorce rešimo s klasičnimi protesti, ki so jih ljudje skozi zgodovino izvajali, ker to je nov način vojne, jaz vidim, da je psihološka vojna, kemična vojna, biovojna, mislim, industrijska, 4. revolucija, ali ne vem, skratka tehnološko. Komunikacijska vojna, ker živimo v dobi vodnarja zdaj, doba rib in nasprotni vojni je konec, zdaj le gre za komunikacijo, da pospremimo tega sovraga z njegovo energijo in kako bi to naredili, s protesti ali po pameti. Po pameti z ignorantskim odnosom do prodajnih zgodb, ki nam jih prodajajo preko medijev in preko posameznikov pred špari, da si moraš natakniti masko, ker je v bistvu zgodba, ki ima v sebi ukaz. Kaj se tebi zdi, ali je boljše vzeti klasično ali neko novo tehnologijo obrambe pred tem napadom? Tukaj bi jaz šel na družino, recimo neke družinske razmere. Popolnoma podobno kot kjerkoli neka družba. Družina je polna vzorcev. Se pravi, v družini poberemo vzorce od staršev in tako naprej. O tem se niti ne pogovarjamo zdaj, ampak dobro, v tej družbi trenutno smo se v družbenih nekih vzorcih dotaknili te njihove zgodbice. Teh zgodbic je pri nas v družinah ogromno. Ko starša opaziš, da je alkoholik, ima on cel kupenih zgodb. On ni alkoholik, on ima zgodbe, on otroka prepričuje, on otroka tepe, mislim, skratka, držimo nek vzorc, ki otrok hoče nekako zlesti iz tega ven. In družina rešuje te probleme oziroma te krute vzorce, rešuje tako, da ali skomunicira, ali na nek način poskuša razčistiti, kar rečemo temu strokovnjaki, ki sodelujo in pomagajo, da se te zadeve, te anomalije razčistijo, ali se pa zabodejo in pobijajo med sabo. Skratka, tukaj je zelo podobno, tudi v sami družbi, mi smo z njimi, v tej naši družbi, že probali komunicirati, se ne da. Dopise ne sprejemajo, dialoga ne sprejemajo. Se pravi, neka komunikacija ne steče nikakor. Zakaj ne? Zato, ker nimajo dokaznega gradiva in ga nočejo predstaviti. Zakaj ne moramo zvedeti, kaj o cepivih, zakaj je prepovedano delati patološke oziroma secirati trupla in pogledati, kaj se dejansko s tem dogaja. Zakaj so določene stvari prepovedane? Zakaj so nekatere stvari zaustavljene v samem procesu komunikacije, ker človek je komunikacijsko neko bitje, socialno bitje, ker komuniciramo. In če je to ustavljeno, potem se poslužujemo načinov, ki so še vedno dovoljeni. Ali je to protest, ali je to...
da si nekako slišan oziroma da si opozoril na neko določeno zadevo. Če to ne gre, potem se zadeva stopnjuje. Zakaj? Zaradi tega, ker se mora nekje ta filter odpreti, zaradi tega, ker družba mora na nek način odreagirati in zaradi tega, ker zavest ti ne moreš stisniti. Zavest ti ne moreš ukleniti. Ti si človeka lahko v zapor spravil, to je Metulj, recimo Metulj kot Butterfly knjiga in film, ker on dokazuje, da je svoboden. Ti ga lahko zapreš, ampak njegovo dušo ti ne moreš zapreti. Ne? In tukaj se dejansko oni zavedajo, da oni točno vedo, da če mi pustimo vzorce njihove in se ne gremo tega in da delamo na svoji zavestni dajmo reči, zavedanju sebe in drug drugemu podpirati to, da smo v zavedanju. Seveda, če si v strahu za hišo, za ono, za tretje, se težko čisto koncentriraš, ker si pač v strahu in si razcepljen in to on na vsak način hoče držati, ker to drži, da se težko na ta način združimo. Ampak pozablja pa na to, da zavest, ko enkrat pride do neke ključne točke, pa odreagira. Ta reakcija je pa nenapovedljiva, nekontrolabilna. In to se v zgodovini že ne vem kolikokrat videli. In dejansko je ta zadeva nekako stopnjevalna, toliko, kolikor je človeštvo pripravljeno na nek način dojeti te stopnje. In tudi, jaz rečem, družbeno trenutno je naša družba zelo zrela. Tudi zdaj, ko se dobivamo v teh vaških skupnostih in tako naprej. Družba je zelo zrela, ker poskuša na vse mirne načine prej, vse živo se probava, z vsemi možnimi sredstvi se probava in ta potrpežljivost je toliko visoka, da nekatere še celo reče, da smo zaspani, da smo ne vem kaj še vse, ampak če tega ne probaš, te mal peče vest. Tudi tako kot pri ločitvi. Če nisi vse probal pred ločitvijo, pač ti je potem lahko tudi žal. Če si pa to probal, pa si recimo tudi pri odhajanju in tako naprej, je zadeva zelo pomembna. Ali se ti zdi, da je to morda, zdaj protesti, različne rešitve proti COVID-u, proti vsemu temu za ljudi, ki se s tem pač ne strinjajo, ne sprejemajo teh konceptov vzorcev, in na drugi strani pa tisti, ki hitijo, bi radi se tega čim prej rešili in hopsajo še vse nas tukaj. Ali se ti zdi, da gre za krajo časa? Namreč, mi smo zdaj tukaj zbrani na Zoomu, na Facebooku, se srečujemo tukaj v lokalu, v pisarni, srečujemo se z enim namenom, kako rešiti zadevo ali pa vsaj parcialno rešiti zadevo, kako se v neki določeni situaciji zoperstaviti zoper ukrepom, ker je treba ta zid nekako prebiti. Ali je to kraja časa ali je to čas dozorevanja pri teh vzorcih? To bi zelo težko odgovoril, zelo težko bi šel tukaj zdaj v neko sodbo, kaj je, kaj ni, ampak mogoče opisno. Okay. Ko mi preberemo pravec Rdečo kapico otrokov, imamo nek namen, da smo jo prebrali. Ali otroka uspavamo, ali ga nekako zabavamo, s to pravico imamo nek namen. Ampak s to pravico ne moramo imeti srčnega namena, ker ni srčne zgodbe. In mu krademo čas, mu krademo energijo. Mi vstopamo s to energijo zgodbe, ki jo beremo, v njegov prostor in v njegovo auro in dejansko delamo strahotno negativno strukturo takrat v samem prostoru. Se pravi, mi sam prostor potegnemo navzdol, naredimo neko črnino, zakaj se otrok ni nič kriv, ampak mi smo se odločili, da bomo to zgodbo prebrali. In podobno je tukaj, ko oni nam dejansko zgodbo ponudijo, jo moramo mi najprej razumeti, pa se moramo z njo ukvarjati, potem ukrade tebi in ostalim strokovnjakom časa, še da doživijo, zakaj gre. Mi rabimo neke vzorce, te bombardiramo in vse odvetnike zdaj prosimo za neka navodila, oni dajo ta navodila, ampak vmes oni delajo že 5. korak, 5. zgodbo že ponujajo. Zdaj se pokluk razpolnil, da bo PC mogoče samo od tega tedna naprej. Ne? Ampak tukaj zdaj prehajamo do tega, da bo nekdo rekel, da teh zgodb je pa zdaj konc. Ali so novi vzorci boleči? Mislim, da ja. Zelo. Mislim, da ja. Zato, ker jih sprejemamo. Ja. Če teh ne bi sprejemali, ga sploh ni. Novi občutki jeze, besa. Ja, in ker če zadeva pravno ne vzdrži, da zakonsko recimo in ustavno ne zdrži, potem je ni. Tudi srce je ranjeno v tem primeru. Vse. Celota, tudi telo. Psihosocialno, duhovno in fizično smo razrušeni, ker smo v trenutku strahu ali pa jeze. Ali se ti zdi, da ta potek transhumanizma jemlje ljudem srce? To je že postal vzorc. Je postal vzorc. Ja. Ki jemlje.
kako ohraniti srce, da zaključimo danes to zgodbo, ker se nama čas izteka. Ja, zelo težko, zaradi tega, ker dokler nas zaprašujejo, dokler avioni še vedno letijo, dokler nam ta svinarija leti na zemljo in v vodo, mi lahko srce čistimo. Samo ko ta strup pride v telo, on zastruplja praktično tudi srce, fizično in duhovno. Mi smo dejansko takrat zrušeni. Ne? In mi dejansko tega transhumanizma, geoinženiringa ne razumemo še. O tej zgodbi, mi dva bomo imeli naslednjič srečanje na to zgodbo, neke stvari se bojo ponavljale, ampak treba je dojeti in zavestno, se pravi, ne samo slišati to zadevo, ampak se poglobiti v njo, to zadevo zanalizirati. In vsak posameznik mora ugotoviti, to je tisto ozaveščanje, ugotoviti, na kaj je vse to škodljivo, kaj to povzroča ta zgodba za njegovo življenje in njegov vzorc, da rečemo, zdaj pa dosti vzorcev. Kdo piše ta vzorc? Kdo nam ga daje? Kdo je tisti, ki nas futra s tem? Da ne gledamo samo cepljeni, necepljeni, tukaj sploh ne govorimo o cepljenih in necepljenih. Tukaj smo vsi v isti mašineriji, v isti zgodbi, vsem razlagajo iste zgodbice. Cepljeni zdaj še to dojemajo, da so strahotno okrog prenešeni. Te zgodbe poslušate zdaj katastrofalno. In te zadeve morajo zdaj vam priti, da ta naša zadeva ni več zgodba. To je realnost. Da mi doživimo realnost, ker nimamo zgodbe, mi ne rabimo zgodbe. Jaz ne rabim tebe okrog prnašati, ne rabim ljudi zdaj, ki jim razlagamo okrog prnašati. Mi imamo dejstva. Dejstva so toliko močne, da jih moramo dojeti, ker ne rabimo zgodb. In ko zgodb ne bo več, takrat bo obilje, takrat bo srčnost, takrat bo dejansko vzajemnost, takrat bomo drug drugemu zaupali. Tudi takrat še vedno lahko nekdo zgolfa, karkoli. Ampak to bo takoj opazno. Da družba v trenutku reče, to pa ni v redu, kar zdaj počneš. Ne pa, da imamo kraje, da imamo zgodbe, da imamo ne vem kaj še vse in družba ne odreagira. In potem pride ta vzorc, kot je otrok reče v šoli, nekje na nekem dogodku rečejo, se tako vsi kradejo. Posploševanje. Odkot zdaj temu otroku to je? Od doma, ne? In teh vzorcev bi bilo treba na ta način, recimo... Jaz se spominjam, da sem v začetku COVID-a pisal o znanosti. Da znanost postaja čedalje bolj splošna, hiperproduktivna, profitabilna, super potrošna. Konkurenčna. Ja. Čem je neka znanost specialna, je takoj teorija zarote, zato ker posega v ta kult široke potrošnje in skratka, majhne trgovine so moteče. Samooskrbni ljudje smo moteči, ker nismo v tem toku. To je kot tukaj Ljubljanica, ki teče in je ob skrajnem robu voda praktično stoji. Vse te vleče, ampak če si tle, lahko kar narediš, če si takšen, da sicer te pa v bistvu stokom potegne. Da bi čim manj srca nam odnesel, si nam danes povedal, kaj narediti. Dal si nam par smernic, istočnic. Rajko, iskrena hvala. Iskrena hvala tudi vam vsem za pozornost in se vidimo prihodnji teden. Tako da iskrena hvala Rajko to in za vse te spodbujajoče besede. Zdaj bi pa povabil Ervina, ko si pomahamo, da ne bo komu slušalko odneslo. Nadaljujemo s programom vzorčenja in sicer vzorčenja na meji. Kako poteka program prehoda meje, ki ne obstaja? Kako poteka program šengenskega razumevanja, ki je pravzaprav Schengen, meja obstaja pravzaprav samo izven Evropske unije, ker znotraj Schengena se mi svobodno sprehajamo, meje ni, ampak smo državljani Evropske unije. In kaj nam pravzaprav na teh lokalnih, prej smo včasih rekli, da je to državna meja, zdaj so to v bistvu pokrajine, Hrvaška, Slovenija, to niso več države, to postajajo pokrajine, Nemčija, Francija, skratka, Evropska unija je unija. Jaz ne vidim, lahko bi pa to imenovali Evropska razprtija v tem primeru, ampak ta razprtija, dragi moji, kako nastaja in kje so zdaj te schizofrene dejavnosti, je Ervin pripravil najprej video, obrazložitev dokumentacije, to se pravi, najprej bo predstavil, kaj pravzaprav je, potem bomo ta video tukaj vsem predvajali. Vi, ki nas spremljate v živo preko Facebooka, boste samo zvok slišali, kar zadostuje, ostalim bom pa shareal screen. Tako da, Ervin, lepo pozdravljen in prosim, da predstaviš zadevo.
Kako se je nadaljevala dokumentarno iz tistega videa, ki je imel tako visoko gledanost? Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za besedo, tebi, Mihael. Aha, moram biti majhen bolj v kadru. Ja, to se pravi, vidimo se zdaj drugič. Moram vam povedati v začetku, da vas spomnim, 15.6. letos je bila epidemija preklicana. 15.6. No, v glavnem, jaz predvidevam, da ste si ogledali prvi del najnega videa, ki sva ga predstavila z mojo partnerico. Imela sva zaplet na mejnem prehodu Vinica. In ta video je bil tudi objavljen na strani Mihael Belis 14.8. In hvala vsem, ki ste si ga ogledali in ki ste ga tudi delili naprej. Pa da vam povem, tudi sanjalo se nam ni, da bo to, bom rekel, zelo uspešna zgodba, glede na to, da imamo preko 102.000 ogledov in preko 4.200 delitev. Tako da, community, najlepša hvala, ker to delite. Jaz upam, da ste se marsikaj naučil iz tega kratkega videa. Se pravi, za moja so bila odločena že v samem štartu, če prideva na mejo in če bova imela zaplet pač z uradno osebo, bova takoj stopila v akcijo in zgodbo posnela v taki obliki, da jo bo deležna, bom rekel, vsa skupnost. To se pravi, prišel je pač čas, da vam predstavim drugi del. Ogledali si bomo postopek same dokumentacije, ki je nastala, vse dokumentacije, ki je nastala do danes. Vsi vemo, da se najlažje naučimo iz primerov. Pa da ne bom preveč dolgovezil, bi prosil Mihaela, da pripravi video, pa da si ga ogledamo, potem pa na kasneje še nekaj povedal. Lepo pozdravljeni. Danes bom opisal postopek o prejemu in vračanju poštnih pošiljk strani Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zdravje. Vse od dne prehoda državne meje do danes. Medtem bodo tudi objavljene kopije vseh dopisov, da boste seznanjeni, kako sva zadevo peljala skozi omenjene postopke. Pa začnimo. V eni izmed Zoom konferenc smo opisali potek dogajanja na mejnem prehodu Vinica 6.8.2021, ko sva s partnerico se vračala iz najnega rednega dopustovanja na Hrvaškem. Takrat je gospod Mihael Belis objavil najin posnetek, in sicer v krajši obliki, kaj točno se je zgodilo tistega dne. Policistka je opravljala svoje delo in naju ni spustila čez mejo, brez priloženega PCR potrdila. Ni zalegel noben citiran zakon in člen, ki sva ga navedla. Izjavila je, da naju mora napotiti v karanteno. Temu je sledil izpis izjave o seznanitvi za napotitvijo v karanteno. Izpisane izjave sva potem prevzela, brez da bi jo tudi podpisala. Še isti dan sva zapeljala se do gospoda Mihaela Belisa, kjer nam je razložil, kaj vse mora sama izjava vsebovati. Izjava ni vsebovala glave, kar pomeni, da ni bilo izpolnjenega izdajatelja, potem na eni od najnih izjav ni bilo izpisanega njenega imena, priimka, njena personalna številka je bila napisana zelo nečitljivo, vsebovati bi morala še štempilko izdajatelja, pa tudi te ni bilo. Zato sva napisala zahtevo za dopolnitev tega pisanja in jo vrnila skupaj z izjavo o karanteni Ministrstvu za notranje zadeve, torej policiji na naslov Štefanova ulica 2, Ljubljana. Poslala sva jo priporočeno s povratnico. Prosila sva jih, naj to pisanje uskladijo z 210. členom zakona o splošnem upravnem postopku in le ta popravek vrnejo najkasneje v roku 3 dni od prejema tega odpravka. Vkolikor tega ne dobiva, bova štela, da je zadeva v celoti brezpredmetna oziroma nična. V ponedeljek 9.8.2021
pa je bila iz strani Ministrstva za zdravje poslana odločba o karanteni, in sicer s hitro pošto, kar pomeni, da nama je bila dostavljena še isti dan. V sami odločbi je v zadnjem odstavku pisalo, da zoper odločbe ni možno pritožbe. Lahko pa vloživa tožbo. Vemo pa, da se je po zakonu možno pritožiti na vsako takšno odločbo. To odločbo sva poševno prečrtala na obeh izpisanih strani in poleg črte zapisala brezpredmetno in z dopisom ni pravne podlage. 11.8.2021 sva jo vrnila brez kakršnega koli dopisa Ministrstvu za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana. Seveda priporočeno in s povratnico. Odgovor na najno vrnjeno izjavo o karanteni, katero sva poslala skupaj z dopisom o popravku, sva prejela priporočeno. Meni so odgovor poslali 12.8., drugi odgovor pa moji partnerci 17.8. Odgovora sta identična, zapisali pa so, da je policija v skladu z odlokom Vlade Republike Slovenije pristojna za preverjanje pogojev vstopa Republike Slovenije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljivih bolezni COVID-19. Dovoljene so izjeme, vendar midva nisva imela. Ker se z izjavo nisva strinjala, jo tudi niso podpisala, so normalno zadevo vstopili Ministrstvu za zdravje, kateri nam bodo poslali odločbo. To pa sva dobila že pred njihovo pošto. No, petek 25.8. sva iz strani Ministrstva za zdravje v navadni kuverti dobila odgovor na najno zavrnjeno odločbo o karanteni, na katero sva označila, da je brezpredmetna in brez pravne podlage. Na samem odgovoru so zapisali datum pisanja 20.8. Obe pošiljke sta bile vložene v hišni nabiralnik šele 5. dan po pisanju. To je malo čuden, zato da se ne moreš pritožiti. Ok, da bi ena pošiljka zamujala s prenosom, ampak da sta obe. Skratka, v glavnem napisali so, da je zahteva legitimna in legalna po njihovi strani. Naslednji dan, točno četrtek 31.8. pa so to zadevo vrnila nazaj pošiljatelju, torej Ministrstvu za zdravje, seveda zopet priporočeno s povratnico. Njihov odgovor oziroma pisanje sva ponovno, poudarjam, ponovno poševno prečrtala na obeh stranih in potem sva še dopisala, zadeva je nelegalna. Na podlagi vsega tega sva se odločila, da prijaviva policistko, ker je najne osebne podatke posredovala tretji osebi, v tem primeru drugim organom, in s tem kršila varstvo osebnih podatkov. V ta namen sva izpolnila prijavo kršitve varstva osebnih podatkov, katerega sva poslala priporočeno s povratnico 6. septembra na naslov informacijskega pooblaščenca na Dunajsko 22 Ljubljana. Hkrati naj jo zanima še, kako naj jo je policistka označila v sistemu, se pravi v računalniku. Zato sva vložila pismeno zahtevo za seznanitev s podatki v šengenskem informacijskem sistemu na policijo. Le to sva izpisala in poslala to 6. septembra v priporočenem pismu in zopet s povratnico. Nadaljnji koraki iz najne strani so v teku. Kaj in kako se bo zadeva odvijala, bova javno objavila preko Facebooka na strani Belis, Društvo za srečno življenje. Hvala lepa. No, evo, mogoče še zadnjo besedo, če še rečem. Upam, dragi poslušalci, da ste nekaj koristnega zvedali.
verjetno boste tole še malo preposlušali. Moram vam pa povedati, dobili smo tukaj še en dopis iz Ministrstva za notranje zadeve, ki je prišel zdaj pred parimi dnevi. Ga bom tukaj pokazal. In kaj je tukaj pomembenega? Kaj piše? Oziroma, kjer piše, na današnji dan v Schengenskem informacijskem sistemu ni razpisanega ukrepa. A veste, kaj to pomeni? Tresla se je gora, rodila se je pa miška. Se pravi, vse so delali nelegalno, nepošteno, vse je en fucking fake. A ne? Tako da, dajte, ne se biti, postavite se zase, ker lahko se samo z znanjem borimo, za zakonodajo se lahko borimo in da si pomagamo drug drugemu, pa ne se ustrašati. Zdaj pa čisto na konc, mogoče še bi vprašal, dragi poslušalci, ki spremljate ta živ prenos, imamo še v planu en 7-minuten video. Se pravi, dali smo pač 3-minuten video, naredili smo še enega 7-minutnega. Če vam bi bil to interesanten, kjer malo več podatkov dobite, kako so se prerekala oziroma kakšna komunikacija je stekla s policistko, prosim, šerejte oziroma dajte komentar, ja, hočemo pogledati in če bo, bom rekel, dovolj zanimanja, bomo dali tudi ta drugi video. Zdaj bom pa besedo predal Mihajlu, verjetno bo še temu zadnjemu dopisu, ki smo ga dobili, bo to on še strokovno zanaliziral in povedal. In beseda je tvoja. Hvala lepa. Tebi hvala za to podrobno izčrpno delo. Prvič, naj ti povem, da nisem strokovnjak za te stvari, zato ker te stvari čutim srcem. Vem, kaj je prav in vem, kaj je narobe. Pogledam zakone in jih pač uskladim, da so prav in opazim, kje je narobe. In tukaj sem opazil, da je nekaj zelo prav. Prav zaradi tega, ker tebe ni v informacijskem sistemu in to je povedano pošteno, povedano korektno. Kaj pa je nekorektno in kaj ni prav? Da če ni razpisanega ukrepa zate, da te na notranjem prehodu, pokrajinskem prehodu iz recimo Slovenije v Hrvaško, pač zdaj to imenujemo, a ne, umetno ustvarijo neko mejo, ki je v šengenskem področju, pravzaprav več naj ne bi bilo. Hrvaška še ni povsem izven, se pravi v Schengenu, je še to zadeva, se še dogaja, ampak z razlogom, ker je morje in je to biznis, skratka, to so pač politične igrice. Ampak na drugih mejah, recimo za Avstrijo, Italijo, Nemčijo in tako naprej, če ni razpisanega ukrepa in te nekdo zahteva PCT za prehod tistega pokrajinskega nekdanje meje, je to katastrofa, je to laž, je to nezakonito. Predlagam vsem, ki hodite, recimo, ki ste dnevni migranti za službe, ki prehajate dnevno mejo in ki imate težave, dajte, na mojem Facebooku imate tudi v ozadju formular in sicer kako se naredi prošnja za izpis za informacijo o osebnih podatkih v šengenskem informacijskem sistemu. Namreč dobili boste to odločbo, ki jo je dobil Ervin, in to je vaš PCT, da informacija v šengenskem informacijskem sistemu za vas ni razpisanega ukrepa. Vkolikor za vas ni razpisanega ukrepa, potem imate vso pravico jeti brez PCT-ja čez mejo. In ne samo to, v informacijskem sistemu ni razpisanega ukrepa, s tem, dragi moji, to je potrdilo, da niste v kazenskem pregonu, to pomeni, da nimate virusa, to pomeni, da niste iskana oseba, vi lahko vstopite kamorkoli, v trgovino, v službo, brez teh ukrepov, ki so zdaj. Prosim, pišite in ko dobite to, jaz bom pojutrišnjem isto pisal, ker vidim, da potem za mene ni razpisanega ukrepa. Tako pomemben dokument, ki smo ga danes dobili, spoštovani, so vsi ti ostali dokumenti, ki smo jih delali zdaj en let pa pol, pravzaprav nič v primeru s tem, kar je Ministrstvo za notranje zadeve izdalo, da za tebe ni ukrepa. Želim te posnemati. Tako da hvala za to. Okay. Neverjetna zadeva. To se pravi, zdaj, ko sem te poslušal, sem razumel pravzaprav, zakaj gre. Sem zdaj ta hip tudi to dojel.
dokument bom še preučil, čakaj, a je ta tvoj ali moj? Tale je moj, ok, ne, ta je tvoj, ta je moj. Iskrena hvala, Ervin, za to. Ja, tudi tebi. Da ne bomo predolgi, bi zdaj prosil gospoda Janeza. Ja, Janez, pozdravljen. Okay. Živjo. Evo. No, se ne poznamo še. Ja, Janez, stopte malo sem, se boste predstavil našim članom, takole, ja pa povedal malo v par minutah svojo zgodbo. Bom povedal, zakaj sem sploh se včlanil v Belisno, z našo sosedo, prijateljico, tudi ne zaupam, da ona hoče dobro, ona se bori za svoje zdravje, za zdravje okolice in svoje žlahte, svojih sorodnikov, pravzaprav družina, tako kot se več ali manj vsi trudimo, no. Samo v teh časih praktično je prišlo do določenih travm in osebnih stisk. Jaz mislim osebno, ker sem že generacija, ker rekel predvojna, letnik 40, in se veliko še spomnim praktično, kaj se je dogajalo med vojno. Rešvala sem oče pa stric, recimo partizane iz aresta pred usmrtitvijo. Ampak pol kasneje smo pa doživljali pa jih obratno. Po glavi, recimo, si spremljal recimo Dahovski proces. Moja učiteljica je bila soproga od kasnejšega, no, ki so ga fentali, ne, praktično, ministra za kemijo, gospoda Dila. A veste, to so stvari, ki te ostanejo po otroštvu in komu lahko zdaj še verjameš. No, posebej pa določene, jasno, druge stvari, tudi travme. In končno, veliko sem pa doživel tudi v poslovnem svetu, korupcije in vseh te stvari, ker sem delal dolga leta tudi v medicinski sferi, sem zastopal angleške firme in servis organiziral po celi Jugoslaviji, pa tudi v farmaciji. No, skratka, posod na vseh teh področjih so mogoče še najbolj prefinjeno bilo, ker so bili visoko izobraženi, gospodje, gospe, in je šlo za korupcijo veliko, ne. No, ampak to nekako preživiš, ne. Zdaj pa praktično veliko, tudi ne morem spati, pride na stara leta nespečnost, vse sorte, ne. Tudi malo si fizično, tudi nisem v vsaki kondiciji, se pa čitam precej, ne, pa jasno začne spremljati po internetu, nekdaj že, ne. In pri nas doma smo pa, rekel, zelo različnih mnenj, nekateri, saj bili, zdaj ne vem, kako bo bodoče, ampak v glavnem vidice, kam se to pele, kam nas je pripeljalo, jaz nisem mogel verjeti, dejansko, da sem tisti, kar sem doživel pred 40 leti v Afriki, ko sem bil kot predstavnik Združenih narodov v nekem pomembnem projektu angažiran, še pa še, ne, to pač smo napisali, zagovarjali z enim timom in jaz sem bil večkrat na ambasadi, tudi povabljen s drugimi vodnimi projekti jugoslovanskih in marsikaj sem pol tam slišal in doživel. Tudi gospod Ernest Petrič je prišel, ki je bil predavatelj na fakulteti, sicer je bil malo nemilosti v tistih časih, Kavčičevih, ne. No, tako, pa bil smo politiko, ampak v glavnem jaz sem doživel šok, ko sem praktično šel na brzino samo pogledati v begunski tabor, da vidim, kako zdravniki brez meja sodelujejo in kako sploh nekje, ker je bila takrat ne samo fama, nego dejstvo, da je največja katastrofa je bila takrat na svetu v Etiopiji glad, ne. Skratka, ni bilo hrane. No, in Jugoslavija pa je dajala neko pomoč, seveda, ko so neuvrščeni, pa tako naprej, čeprav Etiopija je bila nekje protektorat ali pa vojaško bolj na Sovjetski zvezi, ne, strani. Dočim Eritreja, to več ali manj isti narod, pa na ameriški. No, oboje smo šli ogledati po tej plati, ne, strokovni in tako naprej, smo govorili na severu italijansko, na jugu stoko govoril tudi nemško, ker so se študirali fantje v vzhodni Nemčiji. To narod praktično je bil že tako razdvojen in no, kasneje prišlo pa do vojne. Se ve, ne, da pravzaprav so Eritrejci, ki so bili manjši in tako naprej, izgubili to vojno. Zdaj, kako naprej to laufa, ne vem. Ampak vidim pa, da te grde izkušnje, ko smo kasneje videli na plac, na tržnici, ne, da se prodaja paketi hrane, ki jih je FAO pošiljal dol, ne. In jaz sem, jasno, se rekel, bom pa še to posnel, ker sem precej slikal po fabrikah in tako naprej. No, in sem pol povedal tudi, ne, da bom jaz to nekje dal napismeno tudi, kaj se dogaja, kje je ta hrana, ne. Pa so rekli, veš kaj, čistih bo tu vso dokumentacijo lepo v nič, posnetke pa, če hočeš priti, lepo dam, ne. In kaj češ pol, jaz več ali manj nisem to niti javnosti nikjer govoril, kaj dost,
Nisem se hvalil s tem. Če prav razumem, hrano so pošiljali za ston dol so pa potem oni služili, da so na tržnici prodajali. Poslušajte, zdaj pa se vidi, kaj je to pripeljalo, kako lahko ta birokracija ali pa pokvarjeni ljudje v končni fazi pridejo na položaj. In gospod iz Eritreje, še ni ne doktor, niti ne farmacevt, ne, on je direktor Svetovne zdravstvene organizacije. A je tako? Je tako. Je potrjeno. Je. No, vidite, to je spol po noč nekako razmišljam, se rekel, je to možno, da sem že takrat to svinarijo zaslužil. On je predsednik društva WHO, a ne? No, seveda. Najbolj pokvarjen človek, kriminalc, kot sem bral, a ne? No, tako, vidite. Ja. Pa vidiš, da je to vse možno, da je res ne, praktično in ne verjujem nikomor več. Ja, še dejansko tisti prijatelji začne zdvomiti, pa sem pa kaj, ne. Vezano na vse te izkušnje, no, ki jih imate. Je po zadnjem času, ko spremljam tale dogajanje tudi in sem se malo vklopil preko tele svoje sosede, tudi v določene predavanja v društvu, recimo ozaveščeni sem bil v Mariboru in sem dobil praktično od gospoda Komata, ne? Eno čudovito čtivo, pravzaprav gradivo knjigo, ki je gospod Pater Gržan samo založbi v omejenem številu izvodov pač razdal in tam piše, da je pač to namenjeno ljudem in to ni za prodajo, ne vem kaj. No in jaz sem pol vse sklenil, sem rekel, če že takrat nisem mogel nič narediti, a lahko saj zdaj mečkem participiram. In sem šel pol naročite na 60 izvodov dol na Vrhniki, ki je dosti v redu, na podlagi PDF, ne, kako se reče, zapisa, ne, tako da sem predlagal tudi nekako mogoče preko društva, da člani, če so zainteresirani, dejansko vidijo, kako je Pater Gržan zbral dokumentacijo, je argumentiral vse, tako sta skupaj naredila s Komatom, ne. Samo v tem primeru je on pač sam tole in je določeno izročilo, nekje bi rekel, dal narodu, podobno kot Trubar pred leti. Jaz mislim, se na zgodovina ponavlja. Veste, jaz smo tako razdobejen. Ja, nekaj. Veste kaj, jaz mislim, da imam tole knjigo tukaj, v PDF ste omenili, ne? Ja, PDF. Kako se že... Lahko posredujem. Ja, jaz tudi imam. Ali pa tale firma, ki dole, to je tiskala Menco pa... Ja, jaz bi za naše člane se mislil zdaj tole knjigo kar tukaj gor postaviti. Evo, jaz mislim, da sem jo našel. Dramilo slovenskemu narodu. Ja, meni so to premoleku sprinta lete za 3 evra, sem si zbihal ceno, na boje stransko stiskanje pa vezava. Krasno. In sem pol našem telemojem telovati. Dramilo slovenskemu narodu, a ne? Dramilo slovenskemu narodu. Evo, to se mi zdi dokument, nam rekel zgodovinski, ampak sigurno ga ne smemo enostavno ignorirati. Jaz to knjigo imam tukaj in jo bom zdaj vsem našim članom, ki so na Zoomu posredoval, vsi tisti, ki je še nimajo tukaj, zdaj jim bom poslal na message. Evo, zdaj pošilja, tako da, dragi člani, ki ste na Zoomu, sprejmite to knjigo. Ja, komot lahko prečita na računalniku. Jaz sem to že tudi nekaterim poslal prečasno, ne. Ja, torej, pa dal še tiskati. No, kaj zdaj lahko še naredimo? Ogromen kot aktiven član na mnogih področjih in človek s srcem, ker vidim, kako čutite stvari. Da sem dolga leta sodni tolmač, veste, sem moral delati pošteno, ne, nikaj, ne. Čeprav sem včasih malo težave le zaradi tega, ne. A, seveda. A vam je bilo kdaj naročeno, da morate napačno prevesti? Ne prav naročeno, ampak niti ne. Sem pa videl, kakšne pizdarje praktično lahko doktorji ali pa teli advokati, recimo pred sodiščem izjavijo, pa probajo se živo. So me hoteli že mene izvršiti. So rekli, ja, tole pa prevajanje iz nemščine. So rekli, ja, vi ste pa angleško zdaj prevajal. Sem rekel, ja, seveda, če znam, ne. Ja, niste predložili dokumenta, pa rekla sodnica, oprostite, kle sta se pa malo zmotil, ne. Gospod Cerar ima za oba jezika. Gospod Janez Cerar. Vse sorte se proba. Gospod Janez Cerar. Iskrena hvala. Rad bi se umiril, ne, počas pa, da vidim, da gre v pravo smer, da se določene organizacije in vodje in tako naprej dobijo do splošnega skupnega, ne, načrta. Ali politično tudi v končni fazi, kaj se bo moralo spremeniti, tako nam mora naprej. Ja. Veliko dobrega ste naredili s to svojo dejavnostjo, zdaj s tem podporo za to knjigo, za Patra Gržana, s to idejo, ki se zdaj širi med vse Slovence v PDF, verjamem, da se bo še bolj širilo.
hvala za Mi smo se z njim tudi že srečali, smo videli, prišel recimo A vi ste vidva se predavati in moj se kolega, poznava? njegov prijatelj, Ja, tudi no, tako da mislim, mu 100% zaupam, mogoče reči še najbolj. Absolutno. No, Hvala tako je. za to podeljeno zgodbo. Živijo, živijo. Pa še kakšno pripravite, bomo še kaj podelili z kakšnega drugega področja. Prav? Ja, lahko je. Hvala lepa našemu članu Janezu Cerarju. In za konec smo postavili pa najslajše nekaj minut. Bomiran, tukaj vam na voljo, dragi člani. Vem, da je že ura pozna, da je dolgo. In če ima kdo od vas kakršnokoli vprašanje, pobudo, kaj bi se dal narediti, kaj bi se dal izboljšati, zdaj je tukaj čas. Pripravo, 2 uri, 3 uri ste imeli časa o tem razmišljati, ker smo na začetku povedali, da tako temu bo. Tako da, če ga kdo želi pozdraviti, mu čestitati, dati kakšno idejo, potem tukaj, evo, lahko kar začnete. Najprej bi jaz še Ok. Da še enkrat razložim, zakaj sem jaz sploh danes tukaj na tej poziciji. Ne. Ko je naša prejšnja predsednica Mateja oznanila, da želi predati svojo funkcijo, smo se čez nekaj dni določena skupina članov dobili in smo malo ocenili, kaj to pomeni za društvo. Ne. In v bistvu smo že takrat bili skoraj enotni, da bi bil pravi predsednik nekdo, ki je zelo aktiven na Telegramu. Pa mislim, da potem vsi vemo, kdo je to. Ne. In, ker dela zadnje čase tudi zelo zanimive, kratke videoje. Zadnjič ga je tudi naredil s Krekam, kar je bilo meni zelo interesantno, ko gre Krek z svojo masko po ulici, da se ne bo slučajno okužil s virusom. In takrat potem smo pa gledali, zakaj to, zakaj ne, in v bistvu je bilo vedno veliko tudi stvari, zakaj kdo ni primeren, ne. Tako da to smo dolg časa potem gledali, kdo, zakaj, da ne bi imel problemov, da ne bi imel problemov v službi, na poslu, povsod. In na koncu smo v bistvu ugotovili, da sem v bistvu pa jaz ta prav, ker naslednjo leto gremo v pokoj, nisem od nobenega odvisen, da bi bil moj delodajalec. Posel sem v življenju tak, da nimam finančnih problemov in to je to. Zato sem danes v bistvu tukaj in nikakor nisem zato tukaj, da bi jaz želel Matejo izpodriniti oziroma karkoli takšnega, ker smo vsi razumeli, da je to njena želja in tako se je zgodilo. To je to. Zdaj pa, če ima kdo kaj za vprašati. Jaz bi samo dodal, da se veselim, da gremo naprej. Hvala. Preteklost je za nami, zdaj pa naprej. Tako je. Pa hvala, pa mislim, da bojo spremembe kar hitro. Prvo, kar je, po moje, mislim, da je treba na Telegramu se dosti koncentrirati na tem osnovnem Telegramu stvari in potem je na dan mogoče preveč objav in jih vsak ne more pregledati. Tako da že zdaj imamo, Aljan ima svoj Telegram, Belis v akciji, potem je še ta za šolstvo svoj Belis. Tako da zdaj, prej, ko sem ženo poklical, smo takoj ugotovili, da smo samo tukaj le prisotni 3 motoristi, sigurno je še kdo med vam, na celem Belisu jih je sigurno še več. Tako da jaz bom poskrbel za to, da bo Belis motoristi tudi, da se bomo dogovarjali za kakšne skupne vožnje, izkušnje, vse sorte, potem da gremo na hrano, kako kaj pridelati izdelke, kakšne potem od zdravja, kakšne ima kdo izkušnje pri temu, pri umu, ne, tudi pri zdravnikih lahko, če je kaj dobrega, mogoče tudi, kje je kakšen primeren advokat, pa da potem časi bojo takšni, da bo treba tudi jeti v nabavo določene hrane, da gremo skupno. Mogoče tudi kakšen izdelek ga lahko cenejš potem dobimo. Tega je neomejeno in to je treba začeti, ne moramo čakati.
nikamor več to ne gre. Čakali smo dolgo, pa nismo nič dočakali. To je to. Pomagaj si sam, pa bo Bog pomagal. Ja, ja. Jaz bi imela eno vprašanje, kako se imenuje na Telegramu ta skupina za šolstvo, če je oblikovana? Če kdo ve. Moment. Katja, veš ti mogoče? Beli so akciji sem videla, da je. Ja. Jaz sem tudi videl za šolstvo, ampak... A je možno, da je ta skupina bolj pod Matejo ali ne? Ne vem, ne. Ja, samo bila je, no to jaz vem, da je bila. To je imela ta Mateja Tuta. Iz Škofje Loke. Aha, ok. Ja, pa dajte no poiskati nek. Ja. Ok, hvala. Prav je tako, to je to, ja. Hvala, Suzana, za vprašanje, ja. Dajte vprašati, zdaj imamo priložnost. Ja, naslednji teden mi tukaj ne bo. Imam pač neko obveznost, res nujno obveznost, ja. Ok, to je to. Lahko sem vprašam, kaj pol ta skupina za šolstvo je prav Mateja Tuta ali sem... Ne, ni Mateja Tuta, ni. Ampak... Jasna. Samo takrat, ko smo bili v Škofji Lok, ki je še Mateja Žlogar imela te po Sloveniji, nekaj hodila, vem, da je bila Mateja Tuta. Razen, če ima dva priimka, da ona je res obvlada te stvari. Mogoče v skupini tamle, ko greš pod Belis, pa vprašaš, pa bodo člani vedeli, ker se več sprehajajo, pa imajo več informacij, Suzana, pa vprašaš gor, ali pa tudi zdajle, kdo nas je že ogovoril zdajle? Sandra. Ja, Sandra, no. Ampak Sofija piše, to je hčerka. Ok, ja, Sandra, tako da lahko tam vprašaš naše člane, ti bodo zagotovo znali dati usmeritve, za te rešitve. Facebook skupina, ali govorimo o Telegramu? O Telegramu. Aha, ok. Ja, o Telegramu. Ja, prosim, ja. Še kakšno vprašanje za našega predsednika? Ja, Facebook še v bistvu je še malo čudno. V bistvu ga nimamo trenutno. Če ne bo druge... Delamo na temu, da... Če ne bo druge, bomo člane povabili, da pridejo v drugo Facebook skupino, ki jo bomo sami ustvarili, tako da... To skupino, ta Facebook, se pa da tudi na nulo spraviti. Tako da to ni problem. Če ne bo druge. Če ne bo druge možnosti. Korektno bi bilo, da bi gesla in uporabniško ime za uporabo Belis društva predsednica dala, nazaj, eks-predsednica, se pravi, če pa to ne bo šlo, potem pa pač pokaže še bolj svoj značaj, ne pa da trži na račun naših članov tamle noter svoje storitve, kar je pa povsem nekorektno. Tako da zdaj z tega vidika, če ne bomo pa pač ustvarili svojo skupino, pa člane povabili, tisti, ki pa želijo tam ostati, pa tudi zaradi nas lahko ostanejo, imajo svobodno voljo, mi bomo šli pa svojo pot naprej. Tako je. Torej, Miran, to je to. Ja, naslednji teden potem se ne bomo videli, če boste imeli vprašanja pol čez 14 dni, drugače pa na mailu, na naši spletni strani, to se pravi Borutu, se iskreno zahvaljujem za popravek, tako da si uradno na spletni strani od včeraj naprej je tvoj kontakt gor, je kontakt tudi od podpredsednice Evilijane Belis in tvoj, tako da vsi, ki bi želeli, si lahko tam potem pogledajo, se pravi elektronski naslov, tvoj telefon in pač uro, dve na dan, popoldan si na voljo, da te lahko kdo kontaktira, pokliče, Kokar je pa res, da ne bom nikoli vedno na voljo. To je pa tudi moj pogoj. Moj pogoj je ta bil, ker sem živ človek in hočem tudi koga. Jaz sem podobno kot Mateja v bistvu. Jaz imam svojo nivo, samo za svoje potrebe pridelujem v bistvu skoraj vse, samo v trgovino skoraj nič ne hodva. Delala pa izdelkov v bistvu. Midva imava lekarno naravno doma, tako da tudi v teh stvarih lahko kdaj kaj povemo, brez problema. Super, še kaj se bomo naučili od tebe, ne vemo, še te ne poznamo dovolj. No ja, sigurno, pa v zelo kratkem času bom spoznal zanimive ljudi in tudi na tem področju se lahko zgodi, da bo še
še kakšen zanimiv predavanje se tukaj zgodil. Ampak res zanimiv. Miran, torej iskrena hvala, veselimo se prihodnosti. Hvala. S teboj in dobro nas vodi, dobro peli to našo življenjsko zgodbo. Tako bom rekel, to je društvo za srečno življenje in se bomo drug drugega na tej poti osrečevali, skušali preživeti ta COVID, te ukrepe, te vzorce, o katerih smo danes govorili, ki so pravzaprav uničujoči na vsakem koraku, vendar, če se tega zavedamo in smo sami s seboj, tako kot pravi Rajko, da smo s seboj povezani, in drug z drugim povezani, bomo skupaj zmogli te hude čase, ki so res hudi časi, prebroditi in pomagati si, tudi če kdo izgubi službo, zavedajte se, da niste sami, da smo tukaj drug z drugim in to je namen društva. Hvala lepa in se vidimo prihodnji teden. Vsem skupaj srečno. Živijo.